kaj bomo počeli, če nas bodo zamenjali pri tistih najtežjih opravilih, kjer je res treba nekaj fizičnega dela. Ko je treba tudi robota gledati, ne da nas bo ogrožal, ampak nam bo samo dopolnil, gre za napravo, kot avto nas pripelje od točke A do B. Zdaj Evropa je sužnja Amerike pač že po drugi svetovni vojni in mi smo pač njihovi kmetje, ki nas oni po svoji šakovnici vozijo sem in tja. Ker pač Hollywood ima interes, da prikaže sovražnike, vsi tiste, ki so lahko konkurenčni Ameriki kot sovražniki. Brez trpljenja ni veselja in mislim, da je vedno pa treba gledati z pozitivne strani. En lep pozdrav v novem SBC-ovem podcastu. Tokratni svet prihodnosti bo z Markom Femcem. Kakšen se vam pravzaprav zdi letošnji pogled v prihodnost? Letos, ko smo na celjskem sejmu, na primer na hodnikih, že videli, kako so hodili roboti. Sej ne, da so bili res zelo moderni ali pa futuristični, kot si jih predstavljamo v filmih prihodnosti. Pa vendarle sem si sam zapomnil, da sem bil na celjskem sejmu in tam so bili roboti. In ko bom to razlagal svojima hčerama, da se je to dogajalo leta 2025, se boste verjetno le še nasmehnili. Naprimer, električni avtomobili. Kdo bi si mislil, da nas bo Kitajska v nekaj letih naučila, da so v resnici njihovi lahko cenejši, boljši, bolj kvalitetni in da jih na Kitajskem prodajo toliko kot naprimer v celi Evropi. Ja, ne bom zdaj operiral s preveč podatki, ampak današnji pogovor o svetu prihodnosti se bo vrtel okoli umetne inteligence, okoli kitajskih električnih vozil, okoli energetike, robotike pa še kaj. In če je bil nekdo, in to je Marko Femc, dober v napovedovanju te prihodnosti v preteklosti, zakaj se ne bi tokrat izkazal za to mizo. En lep pozdrav. Lep sončen pozdrav. En lep sončen pozdrav. Čeprav tukaj zdaj ne veva, je zunaj sonce ali ne. Sonce je vedno v glavi. A ja? A iz tega izhaja tudi ime vašega podjetja? Lahko rečemo, da izhaja iz tiste dobre miselnosti človeka, ali se zjutraj zbudi pozitiven, ali je kozarec na pol poln ali na pol prazen. In človek mora že zjutraj, ko vstane, imeti tak lep sončen pogled na vse okrog sebe. Iz tega ste sestavili ime podjetja? Podjetje je v bistvu sestavljeno iz dejavnosti, Planet Solar za dejavnost, ki se ukvarja z fotovoltaiko, Planet Auto, ki se ukvarja z vozili, Planet Robot pa seveda dejavnost, ki se ukvarja z robotiko. Ampak sonce je potrebno, ta pozitiven pogled je potreben za to, a? Točno tako. Ja. Vas bom vprašal, če se bova tikala ali vikala, kako vam bo bolj udobno in prijetno v tem studiu? Prosim, da se tikava, Prav. ker tudi sam imam vedno tak prijateljski odnos. Odlično. Hvala, da si prišel. Kar nekaj časa sva se lovila, bom kar iskren, mi smo prenavljali studio, ti si bil pa večino časa na Kitajskem. Res je, prav včeraj sem se vrnil iz Kitajske in v mestnem času, ko so videli usklajevali termin, sem bil kar dvakrat na Kitajskem. Kolikokrat na leto, oziroma bom drugače vprašal, koliko tednov na leto preživiš na Kitajskem? Na leto sem povprečju 3 do 4-krat. Probam vse moje poslovne poti skrajšati na minimum, ker sem veliko odsoten, veliko potujem okrog naših poslovnih partnerjev in dostikrat se pohecam, če bi moje poslovne poti podaljšal samo za en dan, me verjetno ne bi bilo doma nič. Tako da vedno poskušam skrajšati, tako da od 1 tedna do 10 dni ponavadi Kitajska. Ja. Se pravi skoraj da 2 meseca na leto, nekaj takega. Ja. Kdaj si prvič obiskal Kitajsko? Kitajsko sem obiskal prvič leta 2009 ali 2010, z namenom obiska proizvajalca fotovoltaičnih modulov, ker se je fotovoltaika v letu 2008 v Sloveniji začela in ker tako kot vsak, ko sem pomislil na Kitajsko, nisem bil najbolj prepričan, ali je Kitajska dežela, s katero bi sodeloval. Vendar moram reči, ta obisk je bil v Chengduju, in ko smo si pogledali proizvodnjo teh modulov, moram reči, da je bila najsodobnejša. Samo ena linija tovarn, se pravi od produkcije silicija, celic in potem modula, investicija je bila 1 milijarda evrov in imeli so 3 take linije. In ko vidiš, kako so se oni tega lotili, se je moja odločitev v bistvu sprejela hitro in tako je, da Kitajska je dežela, s katero bomo poslovali in tako je zdaj že 15 let. Še vedno s to tovarno delate? Tudi z njimi, pa še z precej novimi. Ja. Chengdu, na primer, priznam, o tem mestu ne vem nič.
Ja, Chengdu je eno izmed večjih kitajskih mest. Gre za mesto na zahodni strani, blizu Tibeta. Iz tam izhajajo tudi pande. In če omeniš panda, pa Chengdu, lahko rečemo, da je to eno in isto, ker tam imajo tudi en velik živalski vrt, kjer tudi reproducirajo pande. Tako da je pa zraven Chengduja tudi še večje mesto, Chongqing, ki gre pa za največje kitajsko mesto, ima 39 milijonov ljudi, dočim Chengdu pa okrog 20, tako da malo manjši. Morda imate 5 let več kot sam, se pravi, izhajava iz neke druge države, takrat je bila še skupna Jugoslavija, ko je bil svet popolnoma drugačen, kot je danes, a ne? Zdaj vi nizate če bi vas zdaj vprašal, če še 10 mest naštejete, pa nobena od njih ne sme biti Hongkong, Šanghaj, Peking, pa to, a to bi šlo? Težko, zato ker teh mest je res veliko in tudi si zapomnim samo tista, ki so najbolj nujna. Ampak, a vidite, a ne, včasih za ta mesta tudi slišali nismo. Wuhan je bil popularen zaradi korone, ne? Ampak danes pa res z vsakim, ki ga gostim v tem studiu, ko govorimo o tehnoloških prebojih, o teh stvarih, vsak prihaja iz enega mesta, kitajskega, in reče, ko si enkrat tam, ne moreš verjeti, kaj se vse tam dogaja. Se pravi, 15 let kasneje od prvega obiska, kako drugačna je Kitajska danes? Če rečeva z vidika vrednot ali pa njihove zgodovine, ki jo imajo v sedanjosti, lahko rečeva, da je popolnoma ista. Samo toliko več kilometrov hitrih vlakov imajo zgrajenih, zdaj že preko 50 000, toliko več letališč, toliko več mest, ampak njihova mentaliteta, njihove vrednote pa so popolnoma enake, te pa seveda izhajajo že iz njihove 5000-letne zgodovine, ki je v tej kombinaciji, jaz se dostikrat pošalim, da odlično kombinirajo komunizem, kapitalizem in pa mafijo v nek sistem, ki je zelo, zelo učinkovit, predvsem pa temelji na neki dolgi zgodovini vrednot, ki jih še vedno zelo, zelo dobro ohranjajo, se pravi, imajo neko delovno etiko in s česarkoli se lotijo, nekako z pristopom, da je to za naslednjo generacijo. Se pravi, vse, kar delajo, je dolgoročno. To je njihov konfucijski način, se pravi, kar je dobro za moje otroke, je dobro tudi za mene. In ta način tudi delujejo in to se vidi tudi iz njihove zgodovine. Lahko rečemo, če Amerika, ki je zelo mlada država, skoraj vsak dan v zadnjih 100 letih naredi vojno, oni lahko rečemo, da v 1000 letih niso naredili vojne. In to je ta njihov pristop, njihova vrednota, se pravi, z sodelovanjem skupaj na dolgi rok bomo živeli boljše in dajmo tako tudi ravnati. In ta način v 15 letih se ni spremenil nič, samo da je vsega večji produkt iz njihovih, če rečemo, podjetij in pa gospodarstva. Kup vprašanj, ampak a sem prav slišal, kapitalizem, komunizem pa mafija? Ja, to so sistemi, ki imajo zelo, bo rekla, učinkovite pristope pa procese, ki pripeljejo do rezultata, ki naj bi bil dober. Ampak na Kitajskem je tudi mafija ali ni mafije? Ne, ampak je učinkovito. Se pravi, tam se točno ve, ne, mafije ni, samo en sistem je in samo en šef, če tako rečemo. Saj zato, ne, ker, ajde, da rečemo, komunizem pa kapitalizem, to gre v resnici na Kitajskem tudi z roko v roki, ne? Ker če kaj znajo razumeti kapitalizem in ga dobro implementirati v svojo družbo. Ta mafija me je potem malce mafija ima zelo učinkovit sistem hierarhije in pa rezultati morajo biti očitni in jasni in evidentni. Ta del lahko rečemo, da je vkomponiran v tisti komunizem in kapitalizem. Še eno stvar iz Kitajske moram vprašati, ne, rekel si, koliko več teh prog je zdaj, pa vsega, prej smo imeli eno fotografijo tamle prižgano, pa je bil Šanghaj. A je Šanghaj res tak, kot ga vsi opisujejo, ko pridejo prvič tja, ko vidiš več teh stolpnic v enem mestu, kot v celotni Evropi skupaj in izgleda sploh po noči res futurističen? Ja, meni je pri srcu, ker v bistvu sem ga videl, kako je ta Šanghaj rasel. Ko sem prvič prišel v Šanghaj, smo se peljali iz letališča s Pudongo še po normalni cesti. Sem prišel čez pol leta, je bila že avtocesta. Čez naslednje pol leta so že tam podrli pol mesta in naredili Expo. Se pravi, tam je en tak korak, ki pri nas mogoče 20 let, pol leta. In vidiš, kako hitro se da, ali je to infrastruktura, ali je to razvoj novih idej, kako se to hitro da v neki družbi, če je
cilj jasen in interes zelo eksplicitno izražen, da se da. In še posebej je zanimivo, ker je to država z 1,5 milijarde ljudi, ne z 2 milijonoma, ne, dostikrat mi rečemo, se ne da, pa smo majhni, ne. Načeloma v majhnih državah se te stvari lahko še bistveno hitreje odvijajo, kako lahko v družbi ali pa v mestu ali pa v državi, ki je tako velika, ki se med seboj ljudje niso nikoli srečali, da bi se poznali in nekako to kulturo širili, kljub temu rezultati tako hitro nastajajo. In to je res fascinantno, da je neka družba, neki ljudje lahko producirajo tako hitro, pač karkoli že se odločijo, da bojo naredili. A vas to plaši, oziroma te to plaši? Ta skok moč Kitajske v primerjavi s celino, na kateri živimo, in zdaj se končno začnemo bolj jasno zavedati, da morda v tem življenju, ki ga imamo, smo na nekem vrhu in da če se nekaj ne spremeni, je pot samo ena in ta ni gor, ampak navzdol, glede na to, kaj se dogaja drugje. Ja, meni je to, kako bi rekel, naravno. Narava samo po sebi se prilagaja, spreminja in to vsak dan. Narava ni status quo. Človek pa zaradi svoje zgodovine in varnosti in obrambe si je želel, da so stvari nespremenjene, ker na ta način se je počutil varnega. In če se spreminjajo stvari, se počutimo neprijetno, nelagodno, nevarno. Ampak v naravi ni tako. Narava se konstantno vsak dan spreminja in se mi zdi ta način primerljiv z naravo in mi je blizu. In mi je fajn, da so stvari, ki so za človeka dobre, da se tudi potem razvijajo. Ker napredek človeštva, dostikrat tudi mi jamramo, ja, včasih je bilo pa boljše, pa drugače. Ampak na koncu, ko pogledamo, razvoj človeštva gre naprej v dobro posameznika, v dobro, da imamo možnosti na tem svetu, da počnemo, kar želimo, in finančne in ostale. In ta, bom rekla, razvoj je nujno potreben. In meni se to zdi dobro in bi se mogli potem tudi zgledovati. Ker starejša kot je družba, bolj želimo ohranjati status quo, status quo pa vemo, da pelje samo navzdol. No, in to je zdaj moje naslednje vprašanje, da te malce izzovem. Prav, ker delaš s Kitajci, posluješ z njimi, so tvoji poslovni partnerji in vidiš, katero prihodnost imajo oni pred seboj oziroma kam gredo. Mi v Evropi imamo pa tako, a ne, mi imamo kar veliko dopusta. Pri 20 dneh se začne približno in potem greš lahko kar precej naprej še, ne? Nekateri tudi do 60 dni, saj tudi veliko delajo, nič ne rečem ti 60, da ne bo zdaj kdo prav jezen. Po drugi strani imamo kar veliko bolniških odsotnosti pri nas, imamo zavarovanja, če se kdorkoli od nas poškoduje, imamo pokojnine in načeloma tam malce po 60. letu, po 40 letih tudi končamo z delom. Pa kar veliko se pogovarjamo o delu od doma in o 4-urnem delovniku. Ko pogledamo na Kitajsko, je pa jasno, 6 dni na teden, tudi po 11-12 ur. A si mi sploh želimo takšen svet, kot ga imajo oni? Saj vendarle smo mi zdaj prišli do veliko bolj ugodnega in prijetnega bivanja kot pa Kitajci, ki nas šele lovijo na tem področju. Ja, res je. To je tako kot pri vsaki stvari. Neka zdrava pamet je tista prava pot. Se pravi, vrednote, ki jih v družbi imamo, so tiste, ki so ključne, in vrednote, ki smo jih že imeli, si zdaj v zadnjem času malo opuščamo. Se pravi, kot je bila včasih vrednota dela, je danes vrednota ne dela, ampak se bolj znajdi, da manj delaš. Kot je bila včasih vrednota bodi pošten, je zdaj vrednota bodi malo manj pošten. In tega na Kitajskem ni. Na Kitajskem so dobro ve, kaj so prave vrednote. Jaz dostikrat rečem, mi delamo bolj všečne stvari in to demokracija tudi počne, da politiki razpravljajo oziroma govorijo o všečnih stvarih, zato da dobijo glasove, namesto da bi delali prave stvari. In Kitajci delajo prave stvari, tudi če so mogoče kratkoročno malo boleče, ali pa če tako drugače rečeva, ti moraš cel dan delati, da si zvečer lahko sit. Ne moreš cel dan nič delati, zvečer pa zahtevati, da si sit. In to je normalno v naravi. Če bi lev cel dan ležal v travi, seveda ne bi dolgo preživel. In mi moramo vsi skupaj, posamezniki in kot družba, producirati, generirati, zato da lahko potem si tudi privoščimo. Se strinjam, bolj ko smo napredni, lahko malo manj delamo, ampak mi smo zdaj ne delamo malo manj, ampak mi ne bi nič delali in bi imeli pravice na račun nekoga drugega. Tam zdaj nastane problem. Tako da se strinjam, tudi Kitajci bojo prišli v točko, kjer bojo seveda imeli več časa za uživanje, ampak mislim, da
tudi na osnovi njihove zgodovine, nikoli ne bojo zgrešili meje, do kje je to še zdravo, od kje naprej pa to ni zdravo. In mislim, da mi pa smo šli že čez to mejo od zdravega na nezdravo. Še ena stvar mi vedno hodi po glavi, ko govorimo o Kitajcih, a ne. Mi si jih tukaj na zahodu tako predstavljamo, sila uspešni, ne, če so nekdaj kopirali, danes v bistvu producirajo in jih mi kopirajo, ampak ne želimo pa si živeti v njihovi družbi, kjer ni prave svobode, kjer na primer imajo praktično neko taborišče za prevzgojo Ujgurov, potem ne, ta zgodovina Tibeta nam je kar precej blizu, potem beremo včasih kakšne članke, da imajo po Evropi kakšne kitajske trgovine, pa so tam kitajski agenti. Skratka, ves čas, če smo dobivali v 90-ih letih tisto popularno kulturo Amerike skozi Hollywood, so bili Kitajci bad guy, se pravi tisti, ki se jih je treba bati in v resnici niso prav prijazni. Ne. Kako ti to vidiš? Ja. Lep zaključek si imel na koncu. Tako nam je Hollywood prikazal. Ne? Zakaj? Ker pač Hollywood ima interes, da prikaže sovražnike, vsi tiste, ki so lahko konkurenčni Ameriki kot sovražniki. Ampak zanimivo, ne? Vsa ta prepričanja prihajajo od ljudi, ki so izven Kitajske. Imaš pa veliko ljudi iz celega sveta, ki živijo na Kitajskem, ali pa ljudi, kot jaz, ki hodimo tja, pa tega ne vidimo. Seveda noben sistem, tudi njihov ni popoln. Je pa res, da je varnost tam popolna. Kjerkoli greš ali pa pozabiš telefon, denarnico, noben ne bo tega vzel. Noben ti ne bo nič naredil, nobenega orožja ni, nobene droge ni, noben te ne bo ogoljufal. Se pravi, imamo pluse in imamo minuse. Vendar, tako kot sem prej rekla, najprej so odgovornosti, potem so pa pravice. Mi dostikrat najprej začnemo z pravicami, o odgovornostih pa ne govorimo. Vendar, ko se na Kitajskem sprehajaš po mestu, ali pa včeraj sem prišel in preden sem šel na avion, sem še pretekel 20 kilometrov v Kšemnu, ki je obmorsko mesto, nobenih smeti. Ljudje, družine na piknikih se sprehajajo, uživajo, počnejo razne stvari. Tam so javne površine urejene, nikjer ne smeti, nobenih klošarjev, nobenih grafitov. Družba je takšna, kot bi si jo zaželel, če bi imel bel papir in bi napisal, kaj si v družbi želiš. In te očitki dostikrat prihajajo, bo rekla, kot neka slaba reklama s strani drugih držav, ampak ko Kitajsko začutiš od znotraj, pa vidiš, da je to v bistvu zelo lepa država, varna, omogoča možnost, ker bo rekla, podobno kot v Sloveniji, tudi na Kitajskem, približno 50% BDP ustvarja privatna lastnina, 50% pa državna. Tudi pri nas preko vseh teh SDH in podobnih državnih skladov lahko ocenimo enako, se pravi, z vidika lastništva so enaki, imajo pa seveda red in disciplino, se pravi, imajo najprej odgovornosti in potem pravice. Mi pa vedno začnemo z pravicami. Tako da, če bi mene vprašal, sem prepričan, ko bi večina ljudi spoznali, kako se na Kitajskem živi, da bi jim Kitajska postala bistveno bližja, še posebej tisti, ki radi delajo, pa ki so radi plačani od svojih rezultatov, mogoče tisti, ki so bolj pripravljeni na zastonj kosila, bi pa to malo manj radi videli. Ne? Ena od vrednot, ki jo imamo Evropejci zelo radi, je ta svoboda. Ne? Tudi svoboda govora morda. Ne? Zdaj se v Evropi veliko pogovarjamo o tem, ali bi mladim vzeli mobitele do 16. leta, vse kar se tiče teh družbenih omrežij, ker je seveda zelo jasno videti, Kitajci in Američani imajo svoj interes, to je, vi čim bolj bodite na družbenih omrežjih, postanite bolj zaprti, mi pa dobimo v noro veliko podatkov, ampak o tem bomo malo kasneje kakšno rekla, še ta svoboda me zanima. A se ti zdi, da so Kitajci topli ljudje, taki res odprti, se počutijo svobodne, ker če v Ameriki kaj rečeš čez Trumpa, te bo morda odgovoril na svojem True Socialu, če rečeš na Kitajskem kaj čez Xi Jinpinga, pa dvomim, da bo še kaj govoril. No? Ja, res je. Mogoče z dveh segmentov. Prvo, jaz to dostikrat rečem, da Kitajcem kot da bi nekaj genov vzeli ven. Se pravi, geni za lenobo, gen za goljufanje, jaz temu dostikrat rečem, kakšen balkanski, žurerski gen, teh genov oni nimajo. Oni so zelo umirjeni, pridni, delovni, tudi čustva ne izražajo zelo, rekla, močno, ne negativno, ne pozitivno. So zelo umirjeni, zelo, včasih bi celo rekel, pohlevni. Ampak v pozitivne, se pravi, so osredotočeni na delo, na nek odnos, na neko vsebino, ne na všečnost, kot so prej rekla. In zdaj
ta pravica, kot jo že večkrat omenjava, je tudi včasih mogoče tudi preveč cenjena, ne. Jaz pa mislim, da je prav, da so pravice omejene. Zadnjič sem poslušal, ko smo imeli tele dogodke na Dolenjskem, ali ima policist pravico, da gre brez sodnega odredbe v stanovanje. Ja, seveda ima. Saj ščiti vse ostale Slovence in če ima sum, da se nekaj dogaja, prav da ima. Ne bi bil argument, ja, kaj pa, če bo zlorabil. Ja, če bo pa zlorabil, bo pa seveda za to primerno kaznovan, ampak ne moremo vnaprej onemogočati, da država funkcionira. In tukaj Kitajska pa prav drugače. Daje možnost, da država je učinkovita in da dela. Seveda do zlorab tudi prihaja malo manj, ker so kazni tudi zelo stroge, ampak konkretno minister za kmetijstvo, ki je bil obtožen, da je odtujil 30 milijonov, je dobil smrtno obsodbo. In tak zgled ti v družbi da zelo močen signal, da se to ne dela. Ne, mi pa vidimo, da je družba popolnoma neučinkovita. Predsednik vlade je rekel, da ne more policiji dati večjih pooblastil. Ne more to. Ja, kdo pa v družbi bo lahko dal pooblastila? Predstavniki ljudstva so izvoljeni za to, da to družbo vodijo tako, da bo varna, da bo napredovala in ne rabimo biti samo všečni. In tukaj imamo glih ta konflikt, da so pravice prevelike. Vsak posameznik v naši družbi ima večjo pravico kot kolektiv skupaj. Ne moremo graditi cest, tovarn, bolnišnic, šol, zato ker na mojem sosednjem dvorišču tega ne bo. Ampak tukaj je pa družba zato, da oceni, ja, družba ima večji interes in bomo seveda na tvojem travniku bomo zgradili cesto, na tvojem travniku bomo bolnico, na tretji travniku bomo pa šolo, ker to družba kot celota rabi. In tukaj jaz tudi mislim, da so pravice prešle previsoko. Najprej odgovornost, pa kaj moramo narediti, potem pa kaj nam pripada. In moram reči, da tudi s Kitajci, ko o teh stvarih debatiramo, to ni predmet debate, zato ker se ljudje ne ukvarjajo z politiko, ker je samo ena politika in ni debate, ali je zdaj dobra ali slaba. In tudi treba odkrito povedati, da to, kar je Kitajska naredila v zadnjih, če rečemo od leta 1985, ko se je to začelo, rečemo v 40 letih, je skoraj v teoriji nemogoče. Ja, tudi jaz dostikrat se pohecam, če bi Slovenija dobila nalogo, da kaj takega izvede v Sloveniji, nismo sposobni tudi narisati načrt, kaj šele, da bi to izvedli v takem roku. Oni pa to dejansko so izvedli. In to je tisto, kaj smo sposobni narediti, ne pa kaj nam pripada. Ne? Mi se pogovarjamo samo o tem, kaj nekomu v tej družbi pripada. Noben pa ne reče, kako bomo do tega prišli. Jaz dostikrat rečem, ko se pogovarjamo, kakšni so naši gospodarski cilji. Gospodarski cilj je samo en, 10% gospodarska rast. Realna. Ne, tako kot imamo zdaj 10% inflacije, pa 2% rasti, pa je -8. 10% gospodarska rast, ker če bomo to imeli, bomo imeli tudi za razvoj infrastrukture, socialnih transferov in vse ostalo. Če tega ne bo, nimamo od kje vzeti. In takih gospodov bi jaz rad videl na kandidatnih listah, kjer se bomo pogovarjali, kdo bo dal 10 ali pa 9 ali pa 8. Ne pa demagogija in pa samo pravice. In to na račun drugih, ne sebe. Tudi v teh 10% bo še kakšno rekla, zdaj bi peljal vprašanje na tvoje podjetje, pa to Kitajsko. Se pravi, bila ta pot 2009-2010 na Kitajsko ključna v resnici potem tudi zato, da si sledil vsem tem trendom prihodnosti, ki so na Kitajskem šle mnogo hitreje kot mogoče v Evropi ali pa v Ameriki. In si potem prilagajal tudi vse to, kar se zdaj roboti, električna vozila, pa seveda tudi vse za energetiko. Ja, res je. Zato tudi zdaj že nekaj let preko Slovensko-kitajskega poslovnega sveta na gospodarski zbornici organiziramo delegacije gospodarske skupaj tudi z državo, ker treba je povedati, da Kitajska kot prvo je to država. In karkoli država reče, potem tudi gospodarsko dela. Zato je tudi za odnose s Kitajsko zelo pomembno, da je pri gospodarstvenikih iz Slovenije prisotna država. In moramo reči, da pred letom ali dveh je bil prvi uradni obisk zunanje ministrice in potem so sledili še gospodarski minister, kmetijska ministrica, zdaj tudi predsednik državnega sveta in te odnosi z vidika države so zelo pomembni. Zakaj? Ker Kitajska seveda kot država mora najprej imeti dober odnos za državo, potem pa lahko tudi podjetja zelo dobro sodelujo. In jaz svetujem, predlagam,
ali jih pa celo spodbujam vse Slovence, ne samo gospodarstvenike. Pojdite na Kitajsko, videli boste, da se marsikaj da, ker nam do zdaj ni bilo možno, ali pa smo mislili, da se ne da, sploh pa za gospodarstvo je to nujno, kaj se tam vse dogaja, predvsem pa vsi ti novi trendi, pa kako hitro to gre. Ne? Po tej njihovi logiki, good enough, it's enough, ne rabi biti perfekt. Ne? Nemci so vedno mogli imeti popolno razvit produkt, pa so zato rabili 3 leta, 5 let, Kitajci rečejo, good enough, bomo sproti izboljševali, dajmo na trg po 3 mesecih in potem izboljšujemo. Tako da tudi to se naučiš, se pravi, kot prvo, da na dolgo rok moraš stvari delati, dobro delati, pošteno delati in hitro teči. In to je tisti algoritem. Potem pa pridejo vse ostale stvari, kot so prej rekla, pravice, ki iz tega sledijo. Kako pa vidiš, na primer, to pozicioniranje Evrope, ki se išče, ne, v tem globalnem svetu, in potem tudi naprej. Zdaj imamo Ameriko z Donaldom Trumpom, America First, Evropa, ki je porinjena v ta dvoboj med Kitajci in Američani. Bodiva kar iskrena, ne. Kitajce potrebujemo, prav radi jih pa nimamo. Ne, vsaj tako se pri evropski politiki včasih zdi. Ne. In naprimer, da se zamenja vlada, zdaj si povedal 3 leta kar dobrega sodelovanja, medtem ko vemo, da morda naslednja vlada bo mnogo bliže Donaldu Trumpu, vsaj tako je bilo prej. Kaj to pomeni, na primer, za Slovenijo, ki vendarle potrebuje, se mi zdi, vse, ne zgolj enega partnerja? Ja, zdaj Donalda Trumpa niti ne bi komentiral, ker žalostno je, da ima Amerika takega predsednika, tako. Ampak morda ga pa Amerika zato potrebuje, da ostane prva, ne? Vsaj tako se mogoče Donald bo na Trump. koncu collateral damage te njegove politike bo, da bo v bistvu cel svet zaradi tega hitreje napredoval, oziroma da bo Amerika prej prišla do ogledala, ki si ga zasluži. Ampak če se vrnemo zdaj na Evropo. Zdaj Evropa je sužnja Amerike pač že po drugi svetovni vojni in mi smo pač njihovi kmetje, ki nas oni po svoji šakovnici vozijo sem in tja. Zdaj Amerika je zavestno in seveda svojega strateškega vidika to zavestno naredila, nam je prodala demokracijo, naredila Nemčijo neučinkovito in vse ostale države, ko je se Evropa združila, zdaj še Anglijo dala ven, zato da nas pač lahko vodi. Evropa si zasluži samostojno vlogo, vendar Amerika tega ne dovoli, ali pa si mi te pravice ne vzamemo. Ker Trump dela to, kar dela, bi si Evropa lahko poiskala svoj prostor pod soncem, ampak vidimo, da tudi z odnosom z Ukrajino, vidimo, da ta neučinkovitost, nesposobnost močnih držav, Francije, Nemčije, Španije, Italije, kjer bi mogla potegniti naprej, v bistvu se tega ne dogaja. Mi bi se mogli z Rusijo pogovarjati in se pogovoriti, kako v Ukrajini narediti mir. Vemo, kako je do te vojne prišlo zaradi širitve NATO, katerega je Evropa in Amerika obljubila, da ne bo prišlo, ampak spet zaradi interesov Amerike je do te vojne prišlo in tukaj bi mogla Evropa postati neodvisna in pokazati neko multilateralnost, ki jo v končni fazi tudi Kitajska zagovarja. Amerika ima pa pač interes, da je edina na tem svetu. In zdaj, če pač bo ameriški interes prevladal, potem bo Amerika in vsi ostali. Če bo prevladal interes, ne vem, Evrope, Kitajske, Indije, Brazilije, bo to multilateralno in bo to mogoče hitrejši in bolj enakopraven razvoj celega sveta, ker v končni stvari govorimo o človeštvu, ki se lahko tudi zaradi neumnih voditeljev zaplete v nuklearno vojno, ki nas lahko popolnoma uniči. Ampak to, kar zdaj govoriš, ne, bi te lahko kdo že opredelil, da nisi prav proevropsko, prozahodno usmerjen. Prej sva rekla, lahko si všečen, lahko pa govoriš stvari, ki so prave in resnične. Imamo na internetu tudi Jeffrey Sachs, ki je rekel, del Amerike, Američan, in govori popolnoma enako. Se pravi, govorimo o dejstvih in o resnicah, potem pa seveda lahko zberemo eno stran, drugo ali tretjo, ampak se mi zdi, da to, kar sem prej omenil, imeti močno Evropo je dolgoročno dobro za celo zemljo, za človeštvo in ne smemo pasti na floskule naši pa vaši, ampak kaj je prav. Tako smo prej iskali, tudi v gospodarstvu, v družini. V družini je enako. Starši so tam zato, da otroke vzgajajo, kaj je prav. Nekaj všečno. Otrok bi celo bil pred televizijo ali pa z računalnikom, ampak ne, ostane ob 8 in gre v šolo in se uči in dela domače naloge. Ampak otroci tega ne bi delali. Oni bi gledali risanke in jedli sladice.
Ampak starši, ker so pametnejši, vejo, kaj je prav in ga pravilno tudi usmerjajo. In to je tudi naloga državnikov, voditeljev, Kitajci temu rečejo leaders, se pravi, niso direktorji, ampak so vodje, se pravi, nekdo, ki te pelje v prihodnost, da je taka naloga. Jaz razumem Američane, da so takšni, kot so. Vsak vedno dela za sebe, ampak Evropa bi tukaj seveda mogla poiskati neko močnejšo vlogo in delati, kar je prav. Ker tudi stroške, če govoriva zdaj o sami Ukrajini, stroške nosi Evropa, ne. Res je, ja. Američani se zelo pohvalijo, da jih oni, ne, ampak v resnici smo mi več denarja namenili temu. Tukaj mogoče lahko zdaj narediva eno vejico in greva na to energetiko, s katerim se ukvarjate, a ne. Evropa je bila zelo, zelo srečna, da je imela kar poceni zemeljski plin, pa nafto in vse ostalo iz Rusije, in ko se je to končalo, smo ugotovili, da smo spet odvisni. Samo tokrat za veliko več od Američanov, Katarcev, skratka in tako naprej. A upate reči, da nas vsaj malce lahko rešijo, ne vem, te spremembe v energetiki? Morda, da bomo znali shranjevati energijo v neke baterije v roku 10 let. Boštjan Bandelj je bil tukaj iz Beletrona, pa zdaj je tudi del Engena. Oni veliko stavijo prav na to, ne, da če bomo v gospodinjstvu že shranjevali elektriko, da nam manjka samo še tista pika na i, da bomo znali, ne vem, poletno sonce prihraniti za zimo. A je tukaj neka, oziroma bom tako rekel, kakšno je tvoje pričakovanje te prihodnosti energetske v roku 10 let? No? Ja, jaz dostikrat rečem, da prihajam iz sončnega planeta, iz prihodnosti. Jaz sem prišel v zgodovino zato, da pokažem, kako mi tam že živimo z obnovljivimi viri, samovožečimi električnimi vozili, in v bistvu vso energijo prihaja iz obnovljivih virov. Že leta 2009, ko smo mi s tem začeli, je bil to en osnovni razlog, ker obnovljivi viri, voda, sonce, veter, omogočajo, da smo energetsko samozadostni. Kaj pa to pomeni? Ne samo, da smo samozadostni, ampak tudi bistveno cenejše. In pa, kar je še bolj pomembno, je pa demokratizacija sveta. Mi moramo vedeti, da nafta je vodila ali pa še vedno vodi vse vojne zadnjih 100 let, ker pač imajo velesile ali pa velesila željo kontrolirati. Kaj se zgodi, ko midva dobiva obnovljive vire? Potem lahko jaz, ti, vsak od naju proizvaja svoj vir na lastni strehi, večino. Ali pa posamezna država. Slovenija, če rečeva, nima nafte, ima nekaj malega vode, imamo jedrsko, ampak mi lahko energijo, pa ne samo mi, vse države na tem svetu skoraj pridobivajo energije z obnovljivih virov. To pomeni tudi, da ne rabijo plačevati v drugim državam za to. Je čistejše. Primerjava, mi, če vzamemo bencinski motor pri avtomobilu in pa električni, je izkoristek 1:3. To pomeni, da električno vozilo porabi 30% energije od bencinskega. Pa še ta energija je proizvedena v Sloveniji. Se pravi, če rečemo po domače, če jaz danes zapravim 1000 evrov za gorivo, če imam električni avto, porabim 300, z vidika države pa teh 300 evrov ostane v Sloveniji, ker smo vse energijo proizvedli doma. Ne glede, ali je iz premoga, ali je iz jedrske energije, ali je iz vode, je v Sloveniji. Če pa kupimo nafto, gre pa ves denar, vseh 1000 evrov, v Savdsko Arabijo, Ameriko, kamorkoli drugam. Se pravi, energija je zelo ključna tudi za razvoj človeštva. Nekateri celo pravijo še več kot prej računalniški prehod, in to je ključno. Tudi sedaj smo že sposobni dnevne viške in manke prenašati z baterijami preko dneva in noči. Z sezonskimi nihanji pa tudi že imamo rešitev, se pravi, da iz vetra, sonca proizvajamo metanol, etanol in ga po obstoječih naftovodih, plinovodih transformiramo do točke, kjer uporabljamo to energijo, in s klasičnim generatorjem proizvajamo čisto energijo. Se pravi, mi tehnološko smo že sposobni, da gremo 100% na obnovljive vire. Treba je seveda samo nekaj časa, da se bo to tudi izpeljalo. Veva pa, da, kot sem že prej rekla, vsak lobi ima interes, da ohranja svoj monopolni položaj, in to seveda se tudi zdaj dogaja. Vemo pa, da določene države so že zelo, zelo veliko naredile. Če rečemo, Nemčija je že prišla iz skoraj nič obnovljivih virov na 60,
Mi smo pa na tistih 22% se vrtimo že zadnjih 60 let. Naši dedki so naredili hidroelektrarne, mi pa kar na mestu ne naredimo novih hidroelektrarn, vetra, veva, da pri nas ga ne bi imel noben na svojem dvorišču. Sonce se sicer premika, ampak lahko bi se še bistveno hitreje. Tako da energetika je pomembna za vsako državo, znižuje stroške in tudi demokratizira cel svet, kar je spet za človeštvo zelo pomembno. Tukaj moram zdaj vprašati, Nemčijo si omenil. Ko so v Nemčiji zaprli jedrske elektrarne, ker po Fukušimi pa zaradi notranje razprave, so danes ugotovili, potem se je zgodila seveda še Rusija oziroma Ukrajina, da so nekonkurenčni. Da so zato, ker so šli v ta zeleni prehod, teh 60%, da to plačujejo predrago. Tudi sam si rekel, lahko bi skoraj da že šli na 100%, ampak mi v tem trenutku imamo v družbi drugačno razpravo. Mi bomo potrebovali še enkrat več o robotih, umetni inteligenci, ne bomo govorili o avtomobilih, energije, ampak mi smo zdaj na začetku neke poti, ali sploh potrebujemo drugi blok jedrske elektrarne Krško. Kako to vidiš? Kaj misliš, da je po tvojem mnenju, s tvojim znanjem, ki ga imaš, tista prava pot? Kitajci imajo vse, imajo obnovljive vire, imajo jedrske elektrarne in imajo termoelektrarne, vse gradijo. No, to je tipičen primer pri njih, ni črno-belo. Do danes smo gradili termoelektrarne, jedrske elektrarne. Danes smo prišli do vetra in sonca, dajmo še to dodati, čim več. In potem, ko dodajaš, seveda spreminjaš delež čiste in cenejše energije v proračun. Ampak mi v Evropi smo pa vedno za ali proti, moji ali tvoji, jedrska ali ne. Ne, če smo to zgradili, uporabljamo do konca. Termoelektrarna, jedrska elektrarna uporabljajo. Ampak dodajemo pa novo, kar je dobro. Ampak pri nas en lobi nagaja drugemu, da se ne razvija. Tako kot so prej rekla, delajo interesi lastni in interese in kaj je všečno, ne delamo, kar je prav. Kitajci dela pa, kar je prav, in to je ta njihova konkurenčna prednost. On dodaja in trenutno, oni so prvih 20-30 let svinali svojo državo, zavestno, ker so mogli ujeti razvoj. Danes, jaz ko sem začel na Kitajsko hoditi, z nobenega hotela nisem videl nikamor, ker je bilo smog od smoga. Danes so vodilni, oni že danes prodajo več kot 50% vseh avtov novo prodanih je električnih, oziroma oni temu rečejo New Energy Vehicle. Dočim pri nas že 20 let poslušam razpravo, da nimamo infrastrukture, da nimamo česa. 2 milijona nas je, njih je pa 1,5 milijarde. In vedno smo proti, dokler nekdo ne dokaže, da se to da. Se pravi, treba je razmišljati, kar je dobro, na dolgi rok in temu razvijati. Tisto, kar smo pa že imeli, pa ne rabimo zapirati. Tudi Nemčija ne bi rabila. Ampak zakaj se je ta odnos do obnovljivih virov malo spremenil? Tudi zato, ker se je oblast zamenjala. Jaz se strinjam, ne bi se rabili zapirati, mogoče rudnike, ki so res onesnaževali, ampak to, kar že imamo, dajmo izkoristiti, obnašamo se ekonomsko. Nove stvari pa seveda dodajamo tisto, kar je prav, pa kar je dobro. Se pravi, verjameš, da bova, ne vem, če bo čez 10 let še klepetala v kakšnem takem podobnem studiu, lahko rekla, da je Slovenija skoraj da že popolnoma odvisna oziroma samooskrbna z električno energijo. No, to bi lahko tudi bil eden ciljev vlade ali pa države, da postanemo čim prej energetsko samozadostni iz obnovljivih virov. Vendar seveda najlažje reči, to se ne da, to je drago, tako kot pri vsaki stvari, dokler še nekaj ne obstaja, je vedno drago in se ne da, ampak vidimo, da se da, ampak potem, ko neka Norveška naredi 99% električnih avtov, ali pa Kitajska 50%, po nas pa prisilijo. Se tudi Evropska unija, ko smo jim poslali nov predlog naših ciljev za koliko obnovljivih virov bomo naredili, smo dali plan iz 25 na, mislim, da 30 in so nam nazaj v glavo vrgli dokument, pa so rekli, se vi hecate, 50-60 pričakujemo od vas. Se pravi, takrat, ko imamo možnost, pa bi razvijali tudi gospodarstvo, tako delajo pametne države, da potem to gospodarstvo izvaža, smo najprej proti, potem pa, ko toliko zamudimo, da dejansko dobimo zakonodaje iz Evrope, da nekaj moramo narediti, takrat nam pa ne preostane drugega, kot da to kupimo od drugih. Se pravi, imamo prav tisto balkansko mentaliteto, ne dokler nas ne udari po glavi. Namesto, da bi v fazi razvoja vključili inštitute, fakultete, podjetja, da bi razvili tehnologijo in potem izvažali, če rečemo po celem svetu, ne, dajmo status quo, do takrat, ko nas pa Evropa ne prisili. Tudi zdaj moramo spodbujati sončne elektrarne, električne avtomobile, bistveno bolj,
Ker imamo penale, mi plačujemo penale, zaradi tega, ker tega ne spodbujamo. Ampak to noben ne pove. Mi začnemo nekaj takrat, ko je že prepozno, ne takrat, kot bi bilo prav. In to je tisto, kar so prej rekla, napačne vrednote. To ni zdaj kriv en človek ali pa ena politična stranka. To so vrednote, ki so nam bile 40-50 let prodajane v šoli, na televiziji, in to zdaj žanjemo. In to ni krivda enega človeka, ampak to so vrednote družbe. Ampak avtomobile si zdaj omenil, ne? Tukaj je tudi tako bilo, ne? Evropejci smo verjeli, da je Volkswagen, BMW, Mercedes neuničljiv, da to bodo generacije vozile te avtomobile, in potem smo rekli, zdaj je še zeleni prehod, spodbujajmo električna vozila, dali smo si nerazumne roke, do katerih je treba, in kaj se nam je zdaj zgodilo? Zdaj pa tudi ti sam dobro veš, ne, pripelješ v Slovenijo kitajska električna vozila, znamk ne poznamo morda, nam niso znane, niso tako, ampak cena je pa dobra in to je to. Ja, zopet enako kot prej. Najprej zamudimo, ne, mi moramo vedeti, da 100 let je naftna industrija in avtomobilska industrija zavestno zapirala električni avto v predal, ker na ta način so imeli monopol. Mi vemo, da litijum baterija, lastnik tega patenta je bila ena naftna firma iz Amerike, imela patent 30-40 let, in ko je ta patent potekel, seveda je prišel do litijum baterije in potem je Musk in ostali začel to vgrajevati. Se pravi, ta industrija je 100 let skrivala razvoj zaradi lastnih interesov. Kitajska so prej ugotovila, da zaradi onesnaževanja si je želela napredovati, imeti čiste avtomobile, čisto energijo, in je to razvijala. In proizvodnjo čiste energije in porabo električne avtomobile. In leta že 2008 je predsednik Hu na Kitajskem rekel, mi bomo vodilni na področju električnih vozil, ker so vedeli, da je to dobro. Takrat se še seveda ni bilo všečno, ampak so šli v razvoj. Takrat je Evropa, Amerika, ne, to se ne splača, to je neumno. Seveda z figo v žepu, ker je bilo lastnikom, proizvajalcem avtomobilov in pa nafte to v interesu. Ampak takrat bi mogla Evropa enako reči, to je dobro, bomo razvijali. Potem smo pa zamudili in potem smo obrnili ploščo. Pa smo rekli, zdaj bomo pa ujeli, bomo pa samo elektriko, pa samo zopet narobe. Se pravi, kar je obstoječega, peljimo naprej in dodajemo, kar je dobro. Kitajec ni nič prepovedal, nobenih ciljev, on je samo stimuliral razvoj električnih vozil. Stimuliral je proizvajalce komponent, stimuliral je proizvajalce avtomobilov in stimuliral je kupce. In zdaj, ko je prišel do te faze, bo te stimulacije ukinil. Ni prepovedoval, tako kot mi delamo, pa CO2. Se pravi, mi smo vedno na napačni strani zmagovalne plošče, zato ker nimamo pravega pogleda, kaj je dobro, ampak tako, kot so prej rekla, kar je določenemu lobiju všeč ali pa je všečno, to delamo, ne pa kaj je prav. Kakšna je danes ta avtomobilska industrija na Kitajskem? O kakšnih številkah govoriva? Prebral sem, da imaš danes ogromno podjetij, verjamejo pa, da se bo v roku 5-10 let tam se bosta vzpostavila morda 2, 3, 4 orenk stebri in potem bo to delovalo. Kakšnih številkah govoriva, ko govoriva o teh avtomobilih? Ja, če še mogoče se najprej vrnemo na evropsko avtomobilsko industrijo. Težko to povedati, ampak 10 let nazaj se je že vedelo, ali pa tisti, ki smo se o tem pogovarjali, gledali, kakšna je prihodnost, se je vedelo, da bo evropska industrija propadla. Ker ko gre za spremembo paradigme, in tukaj gre za spremembo paradigme, pomeni, da obstoječi igralci se niso sposobni prilagoditi novim tehnologijam. Zaradi večjih razlogov, ali zaradi všečnosti družbe, ali zaradi težav. Moramo vedeti, da recimo nemški proizvajalec avtomobilov ima 60, 70, 80 tovarn po svetu. In če hoče spremeniti proizvod v električen, on mora imeti nove dobavitelje, nove delavce, nova tehnologija. In električni avto je bolj podoben računalniku, ne pa avtomobilu. Tako da, ja, že 10 let nazaj se je vedelo, da nemški proizvajalci, pa evropski, ne bojo mogli temu slediti. In zdaj ta šok prihaja in ne bo veliko let minilo, ko bojo te proizvajalci zaprli vrata. Ne zato, ker sem jaz tako rekel, ampak zato, ker je razvoj šel mimo in so preveliki, da bi lahko obstali. Kako to zdaj izgleda na Kitajskem? Na Kitajskem trenutno 127 blagovnih znamk avtomobilov. Ampak je treba povedati, da na Kitajskem so bili tako, bo rekla, grupacije, kot bi pri nas rekla Volkswagen. In ima potem po 3, 4, 5, 6 blagovnih znamk.
luksuzna, premium, mainstream, budget in potem lahko rečemo, da ni 127 proizvajalcev, ampak jih je mogoče 30 ali 40 in v teh 30 in 40 in bo v naslednjih 5 do 10 letih propadlo več kot pol. Nekje lahko rečemo 10 do 15 teh večjih grupacij bo obstalo, seveda vsaka grupacija bo pa imela 10 blagovnih znamk pod seboj. Tako da se pričakuje ta upad, to se že dogaja in lahko rečemo, da na Kitajskem se ta čistilni del že zgodil, ampak posledica je bila, da so izpadli evropski proizvajalci. Se pravi, Kitajci so se udarili cenovno, posledica je bila, da so tržne deleže izgubili in izgubivajo evropski proizvajalci. Zdaj se bo to zgodilo v Evropi. Kitajci so prišli v Evropo, cene bodo padle in zopet tisti, ki bo izgubil, bojo evropski proizvajalci avtomobilov. No in zdaj sva pri cenah, a ne? Kakšne so cene, ko pripelješ kitajske avtomobile v Slovenijo? Imamo na primer subvencijo, 7.000 evrov dobiš, če kupiš električni avto, če je pod 33.000 evrov, ne? In ko sem gledal cene kitajskih vozil, ja, dobro, jaz nisem navezan na nobeno znamko, priznam, jih nisem nikoli toliko imel, mi je vseeno v resnici. Pogledam ceno, se mi zdi, da prihajamo vendarle v čas, ko je avto A nuja, po drugi strani je pa cena glavni igralec. A je to tisti game changer tudi, ko bo Kitajska prodrla in premagala, ker je pač cenejša od evropskih? V bistvu sta dva zopet fundamentalna razloga. Prvi razlog je, da kitajski avto, katerikoli, od kateregakoli znamke, ima eno specifikacijo. Se pravi, ko rečeš, da je avto 10, 20, 30 tisoč, ne pomeni od 10, 20, 30 tisoč in potem, ko prideš v trgovino, ti prodajalec našteje še 60 dodatkov, ki jih moraš dodati, da potem se ta avto iz 10 pride na 30 tisoč. Pri njih je ena konfiguracija. Se pravi, če je avto 10 tisoč, je 10 tisoč. Če je 20, je 20. In notri je že vse. In večino vozil je luksuzno opremljenih, nadstandardno, že z vsemi asistenčnimi sistemi, se pravi, stekleno streho, z kvalitetnimi materiali. Se pravi, vozilo so popolno. In cena, ki je, in to je prvi razlog. Se pravi, avto, ki ga ti primerjaš kitajski z nekim evropskim, lahko rečemo, da je že v osnovi tretjino cenejši, 30%, prav zaradi vseh teh komponent, ki jih dobiš že v osnovni konfiguraciji. Se pravi, ni doplačil, tudi barve. Mi imamo recimo pri vsakem modelu od 4 do 6 barv, nobenih doplačil. Se pravi, to je en fundamentalni razlog, da so vozila že v osnovi cenejša, ker so tudi poenostavljene in že v osnovni konfiguraciji dobiš več. Druga stvar pa je tudi to, da vozila, ki jih oni delajo, so med seboj zelo podobna. Vsa kitajska vozila imajo 1500 konjev, 1500 kubikov in obstaja en motor. Nimamo 1,1, pa 1,2, pa 1,3, vsi enako. Potem naslednji rang je potem 2000 kubikov in tako. Se pravi, so zelo poenostavili tudi proizvodnjo. Proizvodnja je narejena tako, da je res, res zelo poceni. Hkrati, da ti veliki ponudi, ampak ne komplicirajo, njihov interes ni, da bi te potem z nekimi dodatki pač pripeljali do velike cene. In ker so vozila enaka, so potem tudi cene zelo, zelo ugodne. Sploh pa sedaj pri električnih vozilih, ki vidimo, da so v bistvu sestavljene iz baterije, velikega displeja in kvalitetnih materialov. Se pravi, ta strošek proizvodne vozil res, res poceni. Seveda so pa tudi naredili domačo nalogo, investirali so v baterije, v razvoj baterij in v ekonomijo obsega. In tukaj je njihova konkurenčna prednost. Mi na drugi strani smo pa bolj uživali nad tem, da bomo večjo dobičkonosnost, konkretno recimo Mercedes je pred leti spremenil strategijo, da bo delal raje manj vozil z večjo dobičkonostnostjo. Zdaj so pa videli, da ta strategija ne gre. Se pravi, naš način je klasičen, kapitalističen, čim manj truda, pa čim več zaslužiti. Pri njih je pa malo drugačen pogled. Se pravi, da ti probajo ponuditi res več za tisti denar, ki ga plačaš za avto. Tako da upam, da sem ti odgovoril. Ja, si. Zdaj me zanima, a lahko govorijo o kakšnih številkah, recimo ste prodali letos ali pa načrtujete letos prodajo, lani, letos, morda naslednje leto, no? Ja, mi imamo, bom rekel, v naših planih kar veliko rast vozil. Lahko rečemo, da trenutno z 2 modeli nekje bomo letos dosegli okrog 1500 do 2000 vozil.
Predstavili smo po letošnjem letu preko 25 novih modelov, tako da pričakujemo res veliko gospodarsko oziroma številčno rast prodaje vozil. Težko bi rekel, ali bo to zdaj 10% od našega tržnega deleža v Sloveniji. V Sloveniji trenutno prodamo med 50 in 60 tisoč vozil, ali bo to 10% ali bo 15%, ker na slovenski trg prihaja 20-25 kitajskih modelov, nekaj naših, nekaj drugih, in bo konkurenca kar velika. Tako da bomo videli, kako se bodo te karte mešale, ampak nekje 10% je nekako realno pričakovati. Ali si pred kitajskim avtomobilom vozil Teslo? Kupil jo nisem, Mhm. imel sem pa v planu jo res 3-krat kupiti, tudi testiral sem jo, ampak se mi je zdelo potem, glede na to, da smo se zelo hitro začeli ukvarjati z prodajo električnih vozil, sem vozil pač električni avto, ki smo jih sami prodajali, in tako je tudi sedaj. A se ti zdi nenavadno, da smo vendarle Evropejci spoznavali Teslo, ne? Tesla je bila, v bistvu se je šel Elon Musk zelo podobno taktiko kot Kitajci. 2 modela, 3 modeli, moč, baterija, skratka vse je bilo res najceneje, kar se je dalo, in tudi cena je bila sicer še enkrat dražja, ne, kot kitajski avtomobili, ampak za takrat kar zanimiva. In da smo videli vse več Tesel, potem smo začeli Evropejci razmišljati, to ne bo šlo, ne bomo Evropejci, Slovenci vozili ameriških Tesel, ne, pa isti model, vse isto izgleda. Potem pa 2-3 leta po koroni pride ena velika pošiljka, velika ladja, največja, celo sem potem prebral, da jo Kitajci imajo, in v trenutku se zatrese evropski trg. A si kdaj predstavljal, da bi se znalo to zgoditi? Ja, najprej bom rekel vse pohvale Elonu Musku, v bistvu je res izjemen človek, se je lotil, če rečemo, 3 najtežjih biznisov, vesoljskih raket, ki jih je imela, če rečemo, NASA pod kontrolo, zelo monopolna dejavnost, potem avtobiznis, ne, in pa obnovljivi viri, fotovoltaika, tako da svaka čast, bi rekel, da je uspel, ker želje potem ima marsikdo, ampak da to tudi izpelješ, to je pa dostikrat velika razlika. Nekaj napovedati ali pa nekaj imeti v planu, potem pa tudi realizirati. Tako da res velik človek in ima res pravi pogled. Tako da jaz njega od nekdaj zelo gledam kot enega človeka z veliko vizijo, in tudi Tesle kot take so zame zelo, kot vozila, ko so prišla, bila nek nadstandard ali pa nek napredek naprej. On je tudi odkrito povedal, prve Tesle, S-model je bil zelo drag in je s tem tudi financiral razvoj ostalih. On ni imel neizmerno veliko kapitala, da bi lahko toliko investiral, da bi že od začetka lahko delal cenejše modele, in tukaj je res naredil velik korak in z baterijo in z promocijo. Če rečemo, Tesla je bil tisti, ki je peljal ta vlak naprej. Če ne bi mogoče s kakšnim letom kasneje vse te stvari Kitajci pripeljali, ampak on je bil tista maskota, tisti idejni oče, ki je to svetu pokazal, in tukaj je res. Je pa res, da zdajle stvari, ki jih je počel v administraciji, so bile z dobrimi nameni in jih je tudi po moje dobro peljal, vendar vidimo, da ni bil všečen. In ker ni bil všečen, čeprav je delal prave stvari, se je naredil sebi osebno veliko škodo oziroma podjetju. Vemo, da mu je prodaja Tesla padla za 50% po celem svetu, in tukaj bo seveda zdaj sicer z novim modelom, ki prihaja oziroma ga je že zdaj predstavil, zopet ta pogon spravil v tek. Na drugi strani pa vidimo, da z vesoljsko tehnologijo, zdaj tudi z roboti, pelje spet kot nosilni človek te stvari naprej, in mislim, da mu dobro gre. Škoda pa, da si je zdajle malo ime umazal, če rečeva, ko je zopet hotel delati dobro, treba je povedati. Ni bil všečen, je pa hotel delati dobro. No, z vmešavanjem v Evropo se težko strinjam, ne, naprimer tukaj, ne, koga voliti na nemških volitvah pa tako naprej, si v Evropi zagotovo ni naredil veliko reklame, ne. Ampak, če morda samo še eno avtomobilsko vprašanje, nisem tako doma pri avtomobilizmu, ampak a bodo Kitajci zavzeli tudi ameriški trg? Ameriški trg je zaenkrat zaprt. Ker Amerika dela tako, ko jim nekaj všeč, to prodaja celemu svetu, ko mu ni všeč, zapre meje. Kitajci trenutno so Ameriko dali na črni seznam in se z njo ne ukvarjajo, ker je neprijateljska, oziroma celo Amerika v bistvu jemlje Kitajsko kot sovražnika, in je pač odločitev
Pekinga, da se z Ameriko veliko ne ukvarja, tako da zaenkrat tega ne bojo zavzeli. Bojo pa verjetno potem, ko se bojo Američani sami sebe obdelali, prišli in zavzeli tudi ta trg. Ja, tako. Robote si omenil, a ne? Zdaj smo imeli solarne panele oziroma baterije, pa avtomobile in zdaj smo pri robotih. To je še ena stvar, kjer Kitajci res, res hitijo, a ne? Prejšnji teden smo videli v Sloveniji Jože, to se mi zdi, da je bil tako velik robot. Koliko je vaš velik? Naš Janez je velik 163 oziroma 170, 63 kg. Tako da Kaj dela? Kaj dela Janez? Zakaj je prišel z Kitajske sem, kaj bo počel v Sloveniji? ja, dajva tako začeti. Se pravi, robotika, takšno, ki jo sedaj poznamo, ali pa humanoidne roboti in vse to, kar zdaj mi uvajamo, je v bistvu bila sposobna ali pa se je začela razvijati zdaj v zadnjih 2 letih zaradi umetne inteligence. Ker robot, eno je hardware, eno je pač sam produkt, eno je pa ta software. In ta software je zdaj tisti, ki dela vso to spremembo. Se pravi, umetna inteligenca, ki smo jo imeli zdaj samo na računalniku, prihaja v neko mehanično telo, ki je sposobno delati, če tako rečeva, vse. Ne, jaz, ko sem obiskoval vse te naše poslovne partnerje, ki jih zdaj tudi zastopamo v Sloveniji, teh podjetij več kot 10, se pravi robotskih podjetij, ki se vsaka specializira na nek svoj tržni del. Eni se specializirajo za robote, ki bojo delali v industriji, eni se specializirajo za robote, ki bojo namenjeni športu, nekateri za dom. Se pravi, vsak išče svojo tržno nišo, ampak skupno vsem tem je, da se zmanjšuje ta potreba po programiranju. Se pravi, da bo robot tak, kot si ga zamišljamo, res v vsakem domu. Nekako planira se, da bomo imeli od 3 do 4 robote v vsakem gospodinjstvu. Nam manjka še leto do 2, kjer bo se ta umetna inteligenca tako poenostavila, da ko boš ti robota dobil domov s paketom, ga boš prižgal in ga boš lahko že z glasovno navodilom: pojdi pomivat posodo, pojdi posesat, pojdi pokosit, da bo to že razumel. Zdaj potrebujemo še programiranje, ker se te še programi razvijajo, vendar smo že zelo blizu. Tako da mi trenutno imamo v aplikaciji 3 robote. Eden, bom rekel, se ukvarja s športom in dela reklamo na našem klubu Olimpiji, kjer nosiš žogo na igrišče. Zdaj razvijamo tudi posebnega robota, ki bo igral nogomet. Druga aplikacija je pri Petrolu, ki ga bojo uporabljali za pospeševanje prodaje na bencinskem servisu. In pa tretji robot bo sodeloval kot igralec na stand-up komediji. Tako da to so prve 3 aplikacije. Moram reči, da imamo pa zdaj že kar veliko novih sodelovanj, kjer bi razna podjetja reševala različne svoje probleme. Lahko rečemo, da roboti so res primerni. Ali je to za marketing, že ker robot sam po sebi pripelje do velike pozornosti, ali pa da ti rešuje posamezne tvoje procesne, ne bom rekla težave, ampak da optimizira proces. Saj ne vem, kje naj zdaj začnem, ampak a bomo res torej čez 5 let že videli robote, ne zdaj take jaskavine roke, ne, ki odlično opravljajo svoje delo, pa Japonci k nam veliko denarja vlagajo za to, da to počnemo pri nas v ribnici, ampak a bomo videli te robote, ne vem, v velikih tovarnah na koncu linije, kjer je delo najtežje, pa najmanj plačano, na primer, pa bodo to delali Jožeti in podobni? Ja, jaz sem prišel včeraj iz Kitajske in v eni od naših tovarn so že ti roboti, se programirajo, že izvajajo funkcije. Se pravi, mi tudi zastopamo podjetje Upteh, ki dela v bistvu, ki je proizvedlo tudi prvega zmagovalca prvega robotskega polmaratona v Pekingu, ki se je dogajal lansko leto. To sem pa videl, ja. Ja, no in so že ti roboti mislim, da je bilo okrog 10 teh robotov, ki so že v proizvodnji. Tako da, ja, jaz mislim, da bo to prej kot v 2 letih. V vseh firmah, kjer sem bil, kjer gledamo tudi prototipe, se pravi, eno je, da grejo v smer, vsaj večini robotov, v smer podobnosti človeku, zato da se jih ne bojimo, ker, bom rekel, v praksi zdaj se pojavlja prvo, če je robot prevelik, se pravi, če je robot na nekje velikosti človeka, se ga ali to nagonsko ali genetsko bojimo. Se pravi, zato tudi vidimo robote, ki so nekje višine 120, 130, kjer so lažji, nas toliko ne ogrožajo in so čezdalje bolj podobni človeku, zato ker nam s tem potem tudi sprožajo neka čustva, ki so pozitivna, da ne izgledajo kot res neki roboti. Tako da ja, jaz mislim, da bomo imeli doma, v službah, prostem času
opravka z veliko, veliko roboti. Tako kot sva rekla, od 3 do 4 na gospodinjstvo. Jebem ti še. A potem ta tovarna na Kitajskem izgleda tako kot v Vojni zvezd. Visijo roboti in jih sestavljajo roboti že. Zaenkrat v vrsti že stojijo, zaenkrat prelagajo iz škatle v škatlo, Okay. ne bo pa dolgo, ko bojo dejansko stali v vrsti. Oziroma, bo rekla, da dosti ta novih proizvodov, že vozil in podobno, so že popolnoma avtomatizirane, že s klasičnimi roboti, zdaj z temi, ki pa bojo še humanoidni, ki bojo lahko se prilagajali, pa še toliko bolj. Ampak na Kitajskem pa humanoidnih robotov še ne uporabljajo. Prav, ne vem. Načeloma ga vidiš že v vsakem hotelu, se pravi, takega, ki ti pokaže določene stvari, lahko ti skuha kavo, ti da sladoled. V vsakem hotelu je že robot, ki odnaša to dostavljeno hrano v sobe, se pravi, Taki se pelje, ne? hitri prenašalci, Ja. ki nosijo. V prodajnih salonih vozil jih že vidite, samovozeča vozila vozijo po cesti, droni dostavljajo hrano, se pravi, ti pripelje z dronom. No, jaz sem že prejšnji teden že bil v podjetju, kjer je v bistvu so droni za prevoz ljudi, komercialno se izvajajo že od aprila letošnjega leta. Upam, da prvega testnega dobimo tudi k nam, da bo naša agencija za letalstvo preverila, katere zakonodaje nam še fali, da bi se s tem lahko že vozili. Tako da ja, to je zdaj že v teku, ne. O kakšnih številkah pa tukaj govoriva? Če vemo, koliko avtomobilov Kitajci izvozijo v Evropo, kaj je zdaj, ne vem, 10.000 robotov na poti v Evropo ali kaj? Ja, če rečemo, Elon Musk ima plan narediti milijon robotov zelo hitro. Ja, v tisoče se že proizvajajo, v tisoče že grejo. In te tudi roboti, tudi zdaj sem bral v zadnjem tednu, kitajska država jih je implementirala za razne varnostne elemente, za podobne stvari. Tako da, ja, v tisoče. No, in zdaj smo pri pomembnem vprašanju. Prej si omenil vrednote, ne? Ja, kaj bomo imeli torej? Dobro, jaz za Slovence se ne bojim, da čez 2-3 leta, da nas bodo roboti menjali ali pa nam pomagali, kakorkoli že, ampak vendarle imam stare 4 pa 6 let hčeri 2, čez 10 let bo pa stvar verjetno že drugačna, ne? Kaj bomo počeli, če nas bodo zamenjali pri tistih najtežjih opravilih, ne, kjer je res treba nekaj fizičnega dela, če nas bodo menjali pri najbolj intelektualnem delu, ne, če bo moj glas, moj avatar tukaj namesto mene. A se ukvarjaš s tem vprašanjem? Ves čas gledaš prihodnost, vlagaš v tiste panoge, ki so prihodnost. Živiš jo, ker si ves čas na Kitajskem in potem to pripelješ sem. A imaš to vprašanje in odgovor? Imam in spremljam, ampak vedno si je treba nekako zastaviti ali pa gledati vse naše izume kot naše pomočnike. Od kalkulatorja, računalnika, telefona, nobene od teh naprav ni bil zato, da človeka nadomesti, vendar mu določene stvari olajša, pospeši, se pravi, da je zaradi tega bolj produktiven. In robot enako. Lahko bo zdaj opravljal neka dela namesto nas, ampak on se ne bo mogel namesto mene veseliti, ne bo mogel biti srečen, uspešen, lahko tudi preteče maraton, ampak če ga bo on pretekel, ga nisem jaz pretekel. Se pravi, vse stvari, kar jih bojo roboti delali, ne bojo delali namesto mene, ampak samo zato, da bojo meni nekaj olajšali. In tako je treba tudi robota gledati, ne da nas bo ogrožal, ampak nam bo samo dopolnil, gre za napravo, kot avto nas pripelje od točke A do B. Prej smo mogli iti peš, zdaj nam bo robot določene stvari pomagal in bo zaradi nas bomo hitrejše nekaj naredili ali pa lažje, ali pa bolj točno. Ker umetna inteligenca je res nam omogoča nekaj, kar si sploh nismo znali zamisliti. Ni pa to zato, da bo nadomeščalo človeka v svojem tistem bistvu, se pravi, da imaš družino, da se ukvarjaš z umetnostjo, razvojem, prijateljstvom, vsemi temi stvarmi, ki jih v bistvu nekako kot človek, ki ima čustva, tudi doživljamo. Se pravi, gre samo za napravo, ki nam omogoča ali pa olajša naše življenje. Ampak, na primer, varnost, ne? Jaz imam kup vprašanj potem in pomislekov, zato ker je to zame res nekaj novega, nepredstavljivega. Jaz sem velik ljubitelj znanstveno-fantastičnih filmov in knjig, ampak to je iz tam, a ne? No, saj smo jih sami pisali, ampak, na primer, varnost. Že pri energetiki, električnih vozilih, ne, Evropejci imamo zdaj en velik pomislek. Vse neke te detajli, ki prihajajo iz Kitajske, obstaja možnost, da Kitajci to ugasnejo. Elon Musk je ugasnil avto, svojo Teslo, mislim, da čečenskemu predsedniku, ne, ker se je ta boril takrat z Rusi. Eno stikalo preveč ali pa premalo?
ko imaš doma 4 robote, električni avto. Ta nadzor, a se tudi s tem kaj ukvarjaš? Tudi, ampak tako kot vsaka stvar, lahko jo uporabljamo za dobro ali slabo. Če mi spijeva liter vode, je ta voda koristna, če spijeva 10 litrov, nas ta voda ubije. Enako nož, ki ga imamo doma v kuhinji, lahko režemo kruh, salamo, lahko pa delamo kaj drugega z njim. Enako je z vsem ostalim. Telefon oba imamo v žepu, tudi veva, kaj se lahko s telefonom dogaja ali pa se ne dogaja. Vse je možno uporabiti kot orožje ali pa nekaj, kar ti koristi. Dostikrat je problem, da vse to strašenje uporabljajo predvsem zato, da ščitijo neke druge interese ali pa neko svojo politiko. In tudi tukaj bo treba sprejeti določene ukrepe, da do tega ne bo prihajalo. Dostikrat rečemo varnost. Kje pa piše, da se pa mi ne bomo jutri z eno sosedo ali pa tretjo sosedo skregali ali pa z mojim sosedom čez cesto in on ne bo mogel kaj ugasniti. Ja, to varnost je treba poskrbeti, ampak ne smemo zavirati razvoja z preprostim argumentom, to pa je lahko nevarno. Začel si ta pogovor, preden sva šla na ti, da je lep sončen dan. Vidim, da zelo sončno gledaš na našo prihodnost. Jaz mislim, da je človek po naravi takšen in prav, da je takšen, in to je tisto, kar človeštvo pelje naprej, da smo pozitivni, da gledamo v prihodnost, da gledamo, da bo človeštvo, ljudje kot celota napredovalo in vedno z dobrimi nameni. Seveda, kako rečemo, tam, kjer sonce posije, je potem tudi senca. Tam, kjer je dan, je potem tudi noč, in to gre z roko v roki, je yin, je yang, in je vedno tako bilo in vedno tako bo. In to je tudi lepota življenja. Brez trpljenja ni veselja in mislim, da je vedno pa treba gledati s pozitivne strani. A lahko še eno vprašanje postavim, ne? Ko govorimo o teh tehnoloških prebojih, svetu, ki nas čaka, v zadnjem času, no pa se je bilo vedno tako, ko je bil ta naftni del, smo imeli nekaj ljudi, ki so obvladovali vse skupaj. Zdaj imamo tehnološki del, ko imamo znova nekaj ljudi, ki vse skupaj oblikujejo. Ilona Muska sva že omenila, Sam Altman je zdaj naprimer za ChatGPT, skratka ta glasovni model, ampak imamo en kup umetnih stvari. Nvidia, naprimer, človek, ki vodi cel svet, ker če ugasne Nvidio, ni niti avtomobila, ne, verjetno. Skratka, te skrbi, da bi bila ali pa da je moč nekaterih prevelika, glede na to, da gre ta razvoj tako hitro naprej, oni pa obvladujejo ali pa kupujejo vse to, kar v bistvu nam bi moralo pomagati, ampak se pa kopiči samo tam na vrhu. Ja, to je narava, ali pa bo rekla zakon gravitacije, da vedno večja sila privlači manjšo silo in tudi pamet ni enako razpršena in tudi denar. Ampak razen kakšna jedrska vojna, ki lahko res uniči cel planet, mislim, da je naravni mehanizem vedno tako narejen, da izravnava. Tudi če se nakopiči neka moč preveč v neko smer, pride do izravnave, tako ali drugače. To narava zna zelo lepo narediti, ali na silo, ali malo manj na silo, da se do te izravnave prihaja. Če se preveč napačnih odločitev naredi, pride do vojn, ali pride do upora. Če se preveč denarja nekam nakopiči, se tudi potem pridejo neki ukrepi, da se ta denar prerazporedi. Tako da jaz sem vedno pozitivno, bom rekel, gledam na stvari in se ne bojim, da ne bi, ker sploh v tem zadnjem času je zaradi komunikacijskih kanalov, telefona, interneta, to znanje tako razpršeno, tudi če si ga nekdo za nekaj časa zadrži, vidimo, da uide, in denar je pa sploh zelo fluktualen in gre od tistih, ki ne znajo, k tistim, ki znajo. Tako da narava zna to zelo dobro poskrbeti in tako kot smo omenjala, bistvo človeštva je, da gre naprej, in to dela zadnjih 5000 let, če greva iz Kitajske nazaj, in sem pozitivno razpoložen, da bo človek vedno znašel se in bo gledal, da se bo dobro razvijal. Razen, če ne bo kdo na kakšen gumb pritisnil. Ali pa če ne bo umetna inteligenca, ker bo videla, da je bolje, če nas ni, da smo škoda temu narodu. Če jo bomo tako sprogramirali, se tudi to zna zgoditi. Ja. Ko si doma, kaj najraje ješ? Ja, zdaj si me najdu. Zelo rad, kadar treniram, jem zelo zdravo hrano, drugače pa jem od krvavic, vseh ostalih jedi. Moram reči, da sem pristaš predvsem raznolike hrane.
ne pa samo ene. In se mi zdi, da ta raznolikost je tako, kot so že prej omenila, v življenju in naravi bolj pomembna, kot pa da ješ samo eno stvar, ker tudi če je samo voda, je lahko tudi naredi škodo. Veliko stvari si mi povedal, kaj prihaja ali pa je že prišlo z Kitajske. A je kitajska restauracija v Sloveniji enaka kitajski hrani na Kitajskem? Moram reči, da ko sem bil mlajši, sem veliko obiskoval kitajske restauracije v Sloveniji, zdaj pa, ker toliko hodim na Kitajsko, jem Kitajsko samo na Kitajskem in ne doma. A je približno podobno? Podobno je. A to pa je, Podobno je dobro. pa res, da oni potem tudi stopnjujejo ali v smislu pekočih stvari, ali pa v smislu vseh raznolikih, če rečejo, in zelenjav in živali, ki jih najdeš na Kitajskem. Evo, čisto na koncu, to je pa res zadnje vprašanje, obljubim. Če bi zdaj mogel svetovati meni, naprimer, da imam za sabo nek sklad, ki je pripravljen plačati človeku z insajderskimi informacijami, katera panoga je tista, ki bo tako hitro napredovala, kot je napredovala zdaj, naprimer robotika, električni avtomobili, umetna inteligenca? Ja, zdaj toliko futurističen nisem, da bi vedel, da tistega, kar še ne obstaja, da bo šlo naprej, ampak jaz mislim, da ko se neka stvar, ko pride neke spremembe, kot so rekla paradigme, ko neka tehnologija preskoči v nekaj novega, takrat je primerno, da se s tem začnemo ukvarjati. Robotika je sigurno ena izmed teh. Kaj bo za robotiko sledilo, težko rečem. Tisto, kar mi pričakujemo, je seveda zdaj robotaksi, se pravi samovozeča vozila. Potem sva govorila o dronih, ki prevažajo ljudi. To so neke tehnologije, ki so nakazane. Kaj bo pa za njimi sledilo, pa težko rečem. Boš povedal naslednjič, ko boš moj gost, ko bom videl, da imaš tudi to v portfelju stvari, s katerimi se ukvarjaš. Drži. Hvala lepa, Marko Femc, super je bilo klepetati. Lep sončen dan še naprej. Hvala, drži. Vam pa hvala lepa, ker ste bili z nama. Verjamem, da ste dobili vpogled v to, kaj se vse v resnici že dogaja, prodaja in je na poti v naše domove. Upam, da vas ne bo preveč skrbelo, kot je rekel Marko. Če s soncem gledamo na te stvari, potem bo kar v redu. Hvala, do naslednjič.